Kaj prinaša že 25. knjižni sejem? 25. jubilejni knjižni sejem z srebrnim jubilejem letos prinaša vse zvrsti programa, kot so bila lansko leto oziroma prejšnja leta. In to so debatne kavarne, ki vsebujejo aktualne teme o knjigi, o življenju knjige in o nastajanju knjige. To je v prvem predverju, v drugem predverju je oder, forum za obiskovalce, kjer so vsakodnevna dogajanja za mladino in za odrasle, tudi z igricami, z sponzorji seveda. V veliki sprejemni dvorani oder Pokusimo besedo, kjer pesniki in pisatelji imajo svoje recitacije, svoj program oziroma berejo iz knjig in je nekako obarvano pisateljsko oziroma pesniško. Vsakodnevno je tukaj ogromno otrok v dopoldanskem času, šole pripeljejo na ogled, je tudi voden ogled otrok po sejmu, po založbah, da jim povedo o knjigah, novostih, o nastajanju knjige in kaj je sploh potrebno, da neka knjiga nastane. V tem 25. knjižnem sejmu seveda pričakujemo tudi jubilejni obisk, bom temu rekla. Več kot 40.000 obiskovalcev, lani jih je namreč bilo 40.000, letos pa pričakujemo več. Omenim naj še iz programskega dela Založniško akademijo, to so pa strokovni pogledi, strokovni predavatelji pridejo na predavanja, oni predavajo strokovni javnosti in tukaj so pa strokovne teme, tudi vse v zvezi knjige in še enkrat knjige. Kakšno je stanje založništva v Sloveniji? Stanje založništva v Sloveniji je zelo zanimivo. Prvi knjižni sejem leta 1972 je imel 17 založnikov in je izdal 3000 naslovov. Sedaj smo leta 2009, nastopajočih 108 založnikov, izdanih nekaj čez 4000 naslovov. Se pravi, sporočam, da založniška branža seveda živi, cveti, vendar se tudi drobi. Se ekonomska kriza kaj odraža tudi v založništvu? S prvih učinkov ekonomske krize negotovosti založniki še nismo občutili, mislim pa, da jo občutimo v zadnjem času, ko predvsem ni več denarja v sistemu javnih knjižnic za odkup knjig, na katerem sloni kar velika večina slovenskih, predvsem majhnih in pa srednjih in mikrozaložb. Kolegi mi tarnajo, da je težko pridobivati premostitvena sredstva za financiranje projektov. V zadnjem času pa opažamo bistveni upad prodaje v knjigarnah, tako da nekateri pravijo, da prodamo na trgu samo še po 100 do 200 izvodov posamične naklade. Sprva sem verjel, da je to zaradi stanja duha, da ko nam gre slabo in težko, da se morda vrnemo nazaj k pisani besedi, pripoznamo knjigo kot našo prijateljico, mislim pa, da tudi kazalci v Evropski uniji so negativni za zadnje leto. Tako da mislim, da za časovnim zamikom prihaja resno ta finančna negotovost tudi v založniško knjigotrške vode. Torej, kakšna je prihodnost knjige, pisane besede, jo kaj ogroža elektronska knjiga kot takšna in tisk na zahtevo? Jaz sem seveda prepričan, da dokler bomo ljudje, bitja, ki si bo želela kot učeča populacija in kot bitja, ki želimo komunicirati med seboj in vedoželjni, da knjiga bo stala in obstala, kot pravi tudi Trubar. Zagotovo pa je tukaj e-knjiga, e-knjigo bomo morali zagotovo pojmovati tudi kot knjigo. Zgolj kot knjigo, kajti novi mediji prihajajo, ljudje se obračamo, svet se obrača, tako da klasična knjiga še vedno da, mislim pa, da nižje cene, drugi distribucijski kanali, morda manjši obsegi. Kaj vam pomenijo knjige? Življenje, pomenijo mi kruh, pomeni učilnico, ki se nikoli ne konča in upam, da tako ostaja, pa pomenijo mi velik del stanovanja, ker ga imam zabasanega s knjigami. O moj bog, knjiga, ja, kot ena rešilna bilka, kadar ne veš, kaj bi, kako bi, kadar si slabe volje, desperaten ali pa tudi preveč živ in sovražen, knjiga ti pomaga iz zanke.